Vino v človeku prebudi vse čute in strasti, daje moč telesu, toplino srcu in živahnost duhu. Vino pomeni stično točko, s katero se najdejo prijatelji. S kozarcem vina si zaželimo vse najlepše dogodke v našem življenju. Po dobrih predikatnih vinih slovi tudi vinska klet Radgonske Gorice. Letos obeležujejo visok jubilej, 160-letnico delovanja, zato so ob tej priložnosti 2. februarja na svečnico pripravili posebno svečnično trgatev. Svečnica ima poganske korenine in predstavlja praznik luči. Tako imenovana ledena trgatev je v Radgonsko-Kapelskih Goricah letos potekala že 14. zapored. Domači trgači so z delom v izjemno nizkih temperaturah pričeli že v ranih jutranjih urah. Nekaj neobranih trt pa so pustili za povabljene goste. Kasneje se je namreč trgatvi pridružilo nekaj slovenskih novinarjev. Trgamo sorto Chardonnay, 300 trsov smo pustili in pričakujemo nekje med 50 do 70 litrov te žlahtne sladke kapljice. Pogoji morajo biti, da je vsaj 3 dni minus 7 stopinj in pa pri minus 7 moramo stiskati grozdje. Grozdne jagode pri ledeni trgatvi so posušene, največkrat tudi zmrznjene. Vino iz letošnje svečnične trgatve bo polnjeno v posebne stekleničke v obliki sveče, primerne za protokolarna in darila visoke pomembnosti. Najstarejša steklenica svečničnega vina, ki jo je moč tudi kupiti, nosi letnico 1997. Sicer pa je prav starejše letnike težko dobiti, saj se svečnična vina sproti prodajo ali podarijo. Gostota, barva, pridih zamrzali in zrelost pa kažejo na to, da gre za predikatna vina najvišjega razreda. Letošnje svečnične trgatve se je udeležila tudi aktualna slovenska vinska kraljica Martina Baškovič. Poudarila je pomen kulture pitja vina pri nas. Slovenci dajemo v bistvu čedalje večji poudarek temu in prav je tako, zadeve se izboljšujejo, pri tem pa v bistvu tudi sama kot vinska kraljica Slovenije apeliram v bistvu na vsakega posameznika, da naj ceni delo vinogradnikov in da naj v bistvu se obnaša kulturno, naj ceni ta čudež narave in naj ga uživa po pameti in zmernih količinah. Po svečani trgatvi je sledil voden ogled vinskih kleti. V Radgonski kleti so ponosni na svoje penine, ki imajo svojsten pečat med vinskimi posebneži. Polnijo zlato radgonsko penino po klasični ali šampanjski metodi, pridelujejo še srebrno radgonsko penino po tankovski ali šarmat metodi, traminec s črno etiketo, avtohtono sorto radgonska ranina in druga buteljčna vina. Na leto pridelajo kar 300 000 steklenic vina, ki jih pridelujejo na prav poseben način. Tukaj smo v kleti, kjer zori naša zlata radgonska penina. V bistvu, ko se grozdje potrga in stiska in potem nas pomlad, ko dobimo eno odlično vino, nalijemo to v šampanjevke, se pravi visokotlačne stekleničke. V vsako se da šampanjska kvasovka in hrana za to kvasovko in potem se zloži voda ravno na fermentacijo in na zorenje za približno 2 do 3 leta. Po tem času pa se potem zložijo na ta strešasta šampanjska stojala. Tukaj naš kletar vsak dan steklenice pretresa. Nekje 35 000 steklenic se pretrese na dan. In nekje mesec dni tudi potrebujejo te steklenice, da se mi pravilno čistijo. Potem se vzamejo ven, gredo na degoržiranje, kar pomeni, da se kvasovka tudi odstrani. Odstrani se pa tako, da zamrznemo grlo steklenice s pomočjo tekočega dušika in potem se odpre, pritisk vrže ta ledeni zamašek ven in dobimo neko osnovo penine. Radgonska klet pa ima še eno posebnost. Pred več kot 10 leti so pod slapom, ki teče iz skale Grajskega hriba in je najbolj zanimiv pritok reke Mure, obnovili klet za buteljčna vina. Več kot 120 000 steklenic različnih vrhunskih vin hranijo v 2 kleteh, ki sta povezani s hodnikom.
Slap je za vinsko klet posebna zanimivost, ki ustvarja posebno vzdušje ob pokušnjah vin. Včasih so tu shranjevali led, prostore stare preko 200 let pa so poimenovali ledenice. Danes so jih preuredili v arhivsko klet. Tukaj hranimo tudi najstarejše peneče vino, to je Zlata radgonska penina, letnik 1977. Morda pomembna tudi iz tega vidika, kajti to je letnik penine, ko v Sloveniji prvič za peneče vino uporabljamo naziv penina. Namreč do takrat so se uporabljali razni francoski izrazi. Vemo, da je šampanjec, se sme uporabljati za peneča vina samo pridelana v francoski pokrajini Šampanji. Posebna čast pa je bila pokušina 33 let stare zlate radgonske penine. Kljub tej častitljivi starosti je še vedno zlato-rumene barve in je prijetno sveža z veličastnimi bisernimi mehurčki. Ker pa so mehurčki v obliki biserov od nekdaj veljali za nekaj prestižnega in kraljevega, je obveljalo neko posebno nepisano pravilo, da se s penino ne trka. Pravijo, da zato, ker kadarkoli pijemo vino ali penino, bi naj bili zadovoljeni vsi naši čuti. In če zdaj pogledamo vino lahko vidimo, vohamo, okušamo, lahko se ga dotaknemo, ampak ušesa od vina nimajo nič. In dejansko se uradno trkne z vinom zato, da se ga tudi zvočno označi. No, penina pa je peneče vino, ni tiho ali mirno. Zato, če damo k ušesu, se sliši šumenje mehurčkov in v osnovi so naši čuti že vsi zadovoljeni in ni potrebno več trkati z penino. No, zraven tega tudi, kadar trkamo, gre CO2 hitreje iz penine ven. In pa kozarci so običajno takšne oblike, da nimajo lepega zvena in tudi so bolj krhki, tako da se lahko hitro polomijo. Kozarec za penino je ozek in ga priporočajo držati čim nižje, da se ne segreje. Po ogledu kleti je sledila pokušina predikatnih vin ledenih trgatev različnih letnikov. Na mizah pa so nas čakale tradicionalne jedi štajerske. Od kolin, bujte repe do slastnih krofov z orehi. Pojedino ob spremljavi prijetnih slovenskih pesmi je pripravilo osebje restavracije M iz Gornje Radgone. Sicer pa ima vinska klet Radgonske Gorice bogato preteklost. Radgončan po imenu Klejnošek je davnega leta 1852 poslal na trg prve penine po klasični metodi s sekundarnim vrenjem v steklenici. O tej prvi slovenski penini, pridelani v Radgonski kleti, so takrat pisale Blajvajzove novice, eden pomembnejših takratnih slovenskih časopisov. Danes je vinska klet Radgonske Gorice največji pridelovalec penin v Sloveniji.